Mislite, da je za preprečevanje nasilja odgovorna država? Je Slovenija dovolj odgovorna država? Postavili ste me, če jaz odgovarjam ta trenutek pred dilemo, s katero smo bili soočeni v odboru, ko smo morali oblikovati to mnenje in ga poslati avstrijski vladi. Vemo namreč, da prav nobene države na svetu ni, ki bi 100% bila sposobna zaščititi žensko pred tragičnim zaključkom nekega nasilnega razmerja, v katerem se je ženska znašla. Skratka, ni države na svetu, kjer ženske ne bi izgubile svojih življenj izpod roke moškega, ponavadi moškega iz svojega bližnjega okolja ali svojega bivšega ali sedanjega partnerja. Zato nobena država ni dovolj učinkovita, nedvomno. Avstrija je veljala v Evropi za eno najbolj učinkovitih držav na tem področju in ko smo sprejeli mnenje, ki obsoja avstrijsko vlado, da je kršila konvencijo, ker ni ravnala skladno z obveznostmi po tej konvenciji, nam je bilo zelo hudo. Ker smo rekli, obsojamo eno od držav, ki bi morala biti zgled drugim. Vendar zato, ker smo zgolj gledali in vedno brali zakonodajo, preštevali, koliko različnih akterjev je vključenih v pomoč ženskam žrtvam nasilja in preprečevanje nasilja, koliko denarja namenja država iz javnega proračuna za to, mi smo bili pa soočeni s tem, da bi lahko ocenili in imeli en poglobljen uvid v to, kako posamezniki v teh inštitucijah ravnajo. Če govorim o Sloveniji, pa mislim, da je zaščita žensk pred nasiljem nad ženskami mnogo slabša. Povsem po mehanizmih, ki so oziroma jih še ni, po zakonodaji, ki ni dovolj dopolnjena in zdaj čaka poseben zakon o preprečevanju nasilja v družini, da bo sprejet in stopil v veljavo. Predvsem čakajo Slovenijo usposobiti se in opremiti državne inštitucije za to, da bodo tiste določbe, kakršne že bodo, učinkovito uporabljale in da se ne bodo zavedale o svoji vlogi v zvezi z nasiljem nad ženskami, takrat, ko so mednarodni dnevi akcije nasilja nad ženskami, ampak vsak dan v letu. Kako imamo smrtne žrtve, ne? Ja, žal, dejansko je res, ne, da je treba permanentno opozarjati na učinkovito implementacijo. Ne? Se pravi, ne smemo pozabiti. Sprejem zakona, zelo veseli smo, da ga bomo imeli, da ga bomo sprejeli. Vendarle pa, če ta zakon ne bo učinkovito implementiran, se pravi, če ne bojo institucije učinkovito izobražene in ozaveščene za izvajanje določil, ki so znotraj tega zakona, pa tudi znotraj kazenskega zakonika in drugih zakonov, je vprašanje, če bomo kakovostno preprečevali nasilje v družini. Žal. Svojte, mogoče še kakšno vprašanje, komentar mogoče. V tem zakonu, če imate kakšne konkretne predloge, pripombe, so bile upoštevane vaše pripombe oziroma kaj bi še dodali, če lahko malo več o tem zaveste? K sami pripravi zakona o preprečevanju nasilja nevladne organizacije nismo bile povabljene, smo pa v kasnejši fazi sodelovali s svojimi pripombami. Društvo SOS Telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo in pa ženska svetovalnica smo podali svoje pripombe, ki so bile, nekaj od njih je bilo upoštevanih, nekaj tudi ne. Tako da smo zdaj v tem trenutku smo pripravili pripombe v obliki amandmajev, ker mislimo, da je treba zakon okrepiti še na enem zelo pomembnem področju, kot je preventivno področje. In smo predlagali svoje pripombe v obliki amandmajev in smo že poslali tudi parlamentarnim skupinam v državnem zboru. Pripombe so v glavnem te tri, se pravi okrepiti preventivo s tem, da država izdela nacionalni načrt z akcijskimi načrti,
Potem druga stvar je, da morajo vsi organi in organizacije udeležene pri reševanju problematike nasilja v družini oziroma pri preprečevanju nasilja v družini morajo imeti usposabljanje in izobraževanje, kot smo že danes velikokrat slišali. In to, če samo to smem dopolniti, tudi pravosodje, ker pravosodje je v zdajšnjem predlogu malenkost izločeno, nekako mu je dana pravica, da se sodnice in sodniki, tožilke in tožilci odločijo, a bi, a ne bi. Tako da pravzaprav v teh amandmajih zdaj zahtevamo, da je potrebno pravosodje izenačiti z vsemi drugimi institucijami v državi, s centri, s policijo in tako naprej. Se pravi, vsi morajo imeti dolžnost, da se izobražujejo in usposabljajo na tem področju. In tu nas je zelo dobro podprl tudi odbornik, ko je Republike Avstrije predlagal enako. Potem pa tretja stvar, ki je zelo pomembna. Sam zakon predvideva tudi vključevanje nevladnih organizacij. Nevladne organizacije v slovenskem prostoru že dolgo časa izvajamo socialno-varstvene storitve na področju pomoči žrtvam nasilja, kakor tudi programov za delo skozi učitelji nasilja. Želimo si, da bi te programi imeli stabilno financiranje na državnem nivoju. To je nekaj, kar še opozarjamo. Tako da to so te tri stvari, katere mislimo, da ta zakon bi bil lahko še boljši, če bodo vključeni. Mene še nekaj zanima, če lahko veliko govorite o tej implementaciji tega zakona, pa če lahko konkretno, na kratko, kako vi vidite to implementacijo? Konkretno na kratko to pomeni, da je Center za socialno delo v primerih, ko se nam obrne žrtev nasilja, se pravi, da je ta strokovna delavka dolžna sklicati multidisciplinarni tim, ki se bo vključil v obravnavo te žrtve nasilja. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo Center za socialno delo povabil policijo, tožilstvo, po možnosti nevladno organizacijo, če sodeluje pri obravnavi te ženske, in bodo skupaj naredili načrt za najbolj kakovostno pomoč tej žrtvi nasilja. To bodo naredili v sodelovanju s to žrtvijo nasilja, kar pomeni, da bo žrtev nasilja na enem mestu, ne pa zdaj, ko mora na 100 institucij, pa se informirate o 100 različnih uradnih urah, da bo ena žrtev nasilja na enem mestu dobila kakovostno pomoč, ki bo zanjo seveda sprejemljiva. To zdaj ne pomeni, da bomo mislili žrtve nasilja, da dela nekaj proti svoji volji, niti slučajno ne. Se pravi, da bo v sodelovanju, ta multidisciplinarni tim bo v sodelovanju žrtve nasilja naredil varnostni načrt in druge načrte, ki so potrebni, da bi pač najhitreje lahko učinkovito pomagali. To implementacijo si razlagamo tudi s tem, da bodo pripravljeni kakovostni protokoli in smernice in podzakonski akti, da bo ta zakon lahko zaživel. In ne samo to, pričakujemo tudi spremembe že obstoječe zakonodaje. Zakon sam predvideva neke spremembe, ki se tičejo področja socialnega varstva. Zato pričakujemo, da bo v spremembah zakona o socialnem varstvu tudi to vključeno, kakor tudi kazenskega zakonika, družinskega zakonika in tako. Mi verjamemo, da je ta zakon res prvi korak k urejanju problematike nasilja oziroma problematike nasilja v družini. Tako da je veliko tega, kar je potrebno še storiti. Mi smo pripravljeni sodelovati pri oblikovanju vseh teh protokolov in smernic. Samo še eno zadevo. Če se pravilno spomnim, pač ste rekli, da neke raziskave o nasilju nad ženskami, neke poglobljene tehnične, ni bile pač narejene, pa me zanima, kakšne so možnosti, da bi pa mogoče v nekem doglednem času bila, kdo bi to lahko naredil, kakšna situacija glede tega. Zdaj, kar vemo v tem trenutku je, da je Urad za enake možnosti pripravlja raziskavo za področje nasilja. Ni še razpisa, na katero bi to upeljavali. Mislim, da je razpis pripravi, ne vem kater, ampak oni pripravljajo. Oni se zavedajo pomembnosti, da je potrebno raziskati to področje, da so potrebne statistike, da so potrebne številke, tako da pričakujemo. Ne vemo pa kdaj, čeprav ta raziskava se odvija že zelo dolgo, tako da žal.